še spomnite velike Toyotine limuzine pri nas? Ja, nekaj časa je že ni, nazadnje pa je bil to Avensis, ki roko na srce med tekmeci nikoli ni posebej izstopal. No, tole pa je Camry. In preden rečete, da tole ni neposredna zamenjava za Avensis, v bistvu res ni, ampak lahko pa tudi je, ker ni dražji od njegovih tekmecev, zapolnjuje tisto vrzel, ki jo je sedaj pustil Avensis, ampak za razliko od tistega se morajo tega tekmeci kar bati. Ker imajo vsake oči svojega malarja v obliki v bistvu samo to, da je precej po ameriško zašiljena, kar me posebej ne čudi, ker se avto prodaja tudi na oni strani luže. Oblikovno je avtomobil precej zadržan, z izjemo tiste sprednje maske, ki mi je pa všeč. No in všeč mi je tudi, da z boka deluje tako lepo in elegantno razpotegnen. Notranjost je spet po ameriško dolgočasna, ta del z zaslonom, s to plastiko in z imitacijo lesa je precej nedomiselen, v bistvu celo staromoden, če ga primerjam z najboljšimi. Ne zasluži pa si velike kritike. Zaslon je pregleden, odlagališč je veliko, izdelavi pa tudi ne moremo porekati. Počutje tule spredaj je skratka odlično. Še bolj pa zadaj, sploh pri tem najbogatejšem paketu opreme Premium, kjer imam zadaj celo takšno tablico, s katero lahko premikam tale zadnji senčnik, kot v Lexusu LS, nastavljam radio, premikam naklon svojega stola in še veliko drugega. In tukaj zadaj je prostor odmerjen košarkarsko, ne samo direktorsko. Jaz sem skoraj izgubljen. Passat in Mazda 6, ki sta podobno dolga, imata bistveno manj prostora. No pa do najboljše lastnosti tega avtomobila sploh še prišel nisem. Včasih se mi zdi, da pri takšnih limuzinah preveč poudarjamo športen pridih, za tipičnega lastnika pa je v bistvu najbolj pomembno udobje. Seveda je tukaj lega na cesti dobra in občutek na volanu tudi, ampak udobje je tisto, ki vse prekaša. Tako nežno in umirjeno najbrž ne zmore voziti noben drug predstavnik segmenta in ob tem se sploh ne pelje slabo, če se vam bo slučajno kdaj mudilo. Ena od postavk, ki vplivajo na udobje, je tudi hrup. Pri dizlih smo se kar navadili, da non-stop nekaj brbotajo in kako nadležno je to spoznaš šele, ko se pelješ tukaj. Večino časa v čisti tišini, motor se oglasi samo takrat, ko močno pohodim plin, pa še to ne za dolgo, takoj ugasne, ko plin popustim. Zato kljub 218 konjičkom poraba zlahka ostaja okrog 6 litrov, torej povsem na nivoju dizla. Seveda, ne pričakujte brutalnih zmogljivosti, dizli z navorom bolj sunejo v hrbet, se pa Camry vseeno precej lepo premika, ampak svoje pospeške občutkom pridno skriva. Toyota je rekla, da je tole idealen avto za taksiste. Prostoren, umirjen in učinkovit pri porabi denarja, saj ne bi v celotni življenjski dobi avta taksist z njim prihranil za skoraj en takšen Camry. Zato se v tujini baje skoraj tepejo zanj. Ampak očitno lastniki Camryja niso smučarji, ker se zadnja klop ne podre in boste tole morali voziti na strehi. Sicer pa bolj udobno za slabih 40 jurjev, kolikor stane, res ne gre.